Živijo in zelo lepo dobrodošli, poslušate podcast Umetnost lenarjenja in z vami sem David Zupančič. Z vami pa bo v kratkem tudi moj današnji gost, Nik Škrlec. Nik je igralec, TV voditelj, tudi ustvarjalec spletnih vsebin. V preteklosti je bil član ansambla SNG Drame. Prejel je tudi Borštnikovo nagrado za mladega igralca za svojo vlogo v monodrami Nemoč in pa tudi Viktorja za obetavno medijsko osebnost. No, Nik je pa tudi onkraj odra izjemno zanimiva oseba, je državni prvak v pomnenju, rekorder v recitiranju decimalk števila pi in strasten potapljač na vdih. Na kratko, torej, če povzamem, izjemno zanimiva oseba in zato sem se tudi takrat, ko sem ga povabil na podcast, sem upal, da bo tudi pogovor zaradi tega izjemno zanimiv. No in kakor boste tudi lahko sami slišali, Nik nikakor ni razočaral. Predvsem je bil to eden tistih pogovorov, ki v človeku zbudi motivacijo in zanimanje za neke stvari, o katerih prej sploh ni razmišljal. Med drugim mogoče že s tem spoznanjem, da ima tudi odličen igralec tremo in da ima državni prvak v pomnenju le povprečen spomin, kot pravi Nik, že to spoznanje nam mal poruši te naše umetne meje, ki smo si jih postavili v svoji glavi in mal pretrese naš odgovor na vprašanje, kaj je sploh mogoče. Kakorkoli, hvala, da ste danes z nama, vaša pozornost mi res veliko pomeni. Uživajte v današnjem pogovoru. Živijo, Nik. Živijo. Hvala ti, da si se odzval tako na hitro v resnici. Z veseljem. Hitrost je moje srednje ime. Ni spomin. To sem pozabil. No dej, malo teh srednjih imenih pa tako na kratko, če seveda te bom oziroma sem te laskavo predstavil že v uvodu. Ampak dej se sam malo opiš. Ja, kako bi to postavil? Jaz sem v izhodišču igralec po izobrazbi, začel sem kot dramski igralec, potem sem malo zajadral na televizijo, pa kar precej na splet, tako da so to nekako moja 3 glavna mesta ustvarjanja. Ob tem sem pa še, rečemo, strasten raziskovalec bolj ali manj obskurnih hobijev, ponovadi povezanih z mislimi. No, konkretno spomin je ena taka tema, s katero sem se precej ukvarjal in se še kar ukvarjam s tehnikami pomnenja. Mogoče me kdo pozna po tem, da sem nekaj časa nazaj na pamet povedal 3141 decimalk števila pi na pamet, bil sem državni prvak v pomnenju. Nedavno sem sestavljal Rubikove kocke pod vodo z enim vdihom, zdaj pa, ne vem, se učim klavir, to je pa bolj, recimo, bolj spet običajen hobi. Nekako se zdi, da probaš neke meje malo testirati in potisniti. Ja, mene zelo zanima veščina in ful spoštujem mojstrstvo na različnih koncih, tako da osebno ga pa najraje raziskujem miselno, ker mislim, da podcenjujemo miselne veščine in mene pa to že od nekdaj intrigira, pa me privlači zmožnost nekak treninga svojih misli na tak ali pa drugačen način. To je ful noro drugače, ker mislim, jaz nisem vedel drugače, da si jih povedal 3100, jaz sem bil tako, Nik, to je unka, je tako 500 cifr si zapomnil, koliko je nor, a veš, tako da wow, navdušen sem, res, ti bi bil ful dober za zdravnika, ker mi imamo veš tako interne številke UKC, kardiologa in to, ne, a veš, in vedno je na začetku 522, pa so pa 4 cifre, in te 4 cifre, stari, jaz vem, vsak dan uporabljam, vem jih po moje, 20, veš, une glavne, ampak pa imaš blokec, vsak zdravnik ima blokec s temi ciframi in ti bi to vse, tebe bi najraje imel na vseh oddelkih, po moje, to je, bi to vedel na pamet. To, jaz bi bil zdravnik že sam zaradi tega, če bi se lahko to naučil, hotel sem nekje na faksu tudi za foro in delati recimo tako najbolj zagamene izpite, ki so prav znani potem, da so sam učenje. Bil sem enkrat dvakrat na rimskem pravu, tam me je mikalo na farmaciji, vem, da je en tak izpit učinkovin, pa latinskih imen. No, anatomija tudi, veš. Anatomija, z veseljem. Tam si vsi na pamet učili, pa vse pozabiš.
Ne, ampak kaj mi je dobro pri tem, da ti nekako zdaj zagovarjaš, čeprav po moje si v osnovi, moraš biti ful pameten, da ti to gre, ampak da je spomin nekaj, kar lahko treniraš. Ne? Ja. Da ni tako blago runmu, ki se je rodil, pa si zapomnil vse. Ne? Mislim, da imaš ljudi, ki imajo ta fotogeničen, tudi fotogeničen, ampak fotografski spomin. Ja. Veš kaj, mene je ta cela sploh pot v spomin pripeljalo, do sem me je pripeljalo ravno to, da sem ful hotel imeti fotografski spomin. Mogoče celo iz neke želje po nadkompenzaciji, ker moj spomin v osnovi ni tako zelo dober. Ne? Ja, no. Ja, ne, res. Res. In jaz celo se mal jezim na stališče ljudi, ki ponavadi vedno, kadar vidijo nekaj izjemnega, to označijo kot, ta je pa. Ne, ponavadi je po mojem ravno nasprotno. In to, da mi nekoga označimo za nadvse talentiranega ali pa celo za genija, je zame velikrat sam to, da se ljudem ne ljubi ukvarjati s tem, kaj pravzaprav počne, kako to počne in se vprašati, a mogoče jaz lahko kaj podobnega. Se ne, da bi zdaj vsi v vse smeri recimo bildali take in drugačne sposobnosti. Sam en delček tega pa je vedno učljiv. In tudi v gledališču podobno. Jaz talenta nekako skoraj ne priznavam. Ne zanikam to, da obstaja, ampak zame kot ustvarjalca ali pa kot recimo nekega geeka miselnih veščin, se nima smisla ukvarjati z njim, ali pa se sploh zanašati na njega. Veliko več smisla se ima ukvarjati s tem, kar lahko narediš. Ne? To si ful dobro, to se ful strinjam. In ta obrambni mehanizem ljudi, to je kdaj tudi, a veš tako, niti ne prve, mislim, se tudi emocionalne veščine ali pa komunikacijske. A veš, blagor njemu, ki je tako miren pa prijazen, jaz sem pa pač uskipljiv, sprejmi me. A veš, zdaj si ti off the hook, tebi se treba matrat, če v znoru pa te kdo reče, da ne bi tak, je on zdaj ta neprijazen, a veš, kako me ne sprejmeš, da če sem jaz pač uskipljiv po naravi, ne. A veš, in to, da ti rečeš, tle lahko spremenim, to je ful važno. In to, kar si rekel talent, nekaj sem prebral, pa nekdo je rekel, talent is the desire to practice. Ja, možno. V smislu, talent je želja po vaji. To je nekdo rekel, mislim, da je en pianist, zdaj ne bom garantiral, ker moram pogledati, ampak mi je bila tako dobra misel. Vse res najbrž, veš, ima on neko predispozicijo, pa mu gre dober, ampak zaradi tega dobi nekako nagon, te moje besede, dobi zagon, da začne ful vaditi. Ne? Ja, ampak, a veš, to je zelo zanimivo vprašanje. Pred kratkim sem bral knjigo Outliers, ki se ukvarja ravno s tem vprašanjem, zakaj so zdaj nekateri toliko bolj izstopijo. No in ena izmed stvari, ki jih tam odpre, ful zanimiva, je, zdaj pa povzemam, tako da mogoče in po spominu, tako da to sta dve stvari, kateri garantirate, da ne bo prav. Ampak tvoj spomin res ni neki. Poanta, ki sem si jo zapomnil, no je recimo primer selekcije ameriške hokejskega športa. Tam so ponavadi najuspešnejši ali pa tisti, ki pridejo do vrhunske ravni, tisti, ki so rojeni na začetku leta. Zato, ker je sistem selekcije pri njih tak, da igrajo po letnikih in tisti, ki bo rojen januarja, bo ful bolj razvit recimo v neki ključni točki selekcije kot nekdo, ki je decembra in pri 12-14 letih se to ful pozna, tisti dobijo veliko več priložnosti in generalno je ful večji procent potem dejansko vrhunskih športnikov pogojen samo, korelacija je samo z mesecem rojstva, kar je noro, to ni... Pa reče, on je talentiran, ki je... Torej, januarja se mora roditi za talent, Talent is the desire to practice, to mi je pa zelo všeč. Sem malo pričakoval, da boš to vedel, glede to, da si tako poglobljeno to, tako sem navdušen, da sem ti lahko to ta rek povedal. Zdaj druga stvar, ki sem pa hotel reči, pa, a lahko to rečemo tudi recimo, ki si rekel, ne, da se ne rodiš tak, da je to nekak vaja, pa tudi neka zauzetost, kaj pa, če gledaš stališče igralca, ne. Jaz sem bil zelo amatersko vključen v veliko enih predstav in se mi zdi, da se svet ful deli na ljudi, ki imajo to željo, pa une, ki imajo ful tremo. A lahko nekdo se recimo zvadi pa nauči čistko, a veš, to so pa avtonomni procesi, ne, da vidiš oder, pa vidiš ljudi, publiko, pa malo zabremzaš, pa a se lahko to misliš naučiš? Mislim, jaz ti bom vedno na tako vprašanje odgovoril ne. To zdaj skoraj karkoli me boš vprašal, ampak pač jaz sem prepričan, ker sej strah pred nastopanjem je, mislim, da celo eden bolj pogostih strahov, še veliko bolj pogost, kot kaki bolj dejansko fizično nevarni strahovi, kar je noro. Ampak jaz imam s strahom zelo dober odnos. Pač
meni se zdi, da je super. Zdaj pa, če ga vzameva najbolj na tremo, jaz res tremo vedno gledam samo kot signale organizma, da prihaja nekaj, kar je mogoče ne vsakdanje in treba se aktivirati, pripraviti na to. To je zame signal treme. Zdaj pa ljudje veliko krat to pretiramo ali pa se potem začnemo ukvarjati samo z njim in ga napihnemo tako, da nas začenja, da nam ne pomaga. Ne? Seveda so trenutki, ko sem jaz zdaj imel v Linhartovi, po dolgem času sem, naprimer, že ta predstava, ki si jo tudi gledal, Zdrava pamet, po dolgem času sem bil v situaciji, kjer sem spet bil izpostavljen bolj kot ne sam, pa igral material, ki sem ga sam napisal. Že 3-4 leta nisem bil v takšni vlogi. Mene je bilo res strah in polne Linhartove me je bilo zacrkan strah. Ampak, mogoče imam zdaj že toliko izkušenj, da vem, da se bo ta strah potem pretvoril v eno dobro aktivacijo, če ga pospremim v to smer ali pa če ga sprejmem. Če pa se borim proti njemu, pa bo ravno nasprotno naredil. Ampak jaz sem res prepričan, da govoriva o enakem mehanizmu kot o recimo čustveni inteligenci ali pa veščini komunikacije. Delo s samim sabo je nekaj, česar se lahko ful naučimo, ampak pozabljamo na to. Nihče nas ne opominja na te reči, zdaj pa ali je to v kontekstu treme ali pa v kontekstu tega, kako reagiram, ko mi nekdo Nutella odpira, pa je res ne maram ali karkoli. Ne? Ja, to, kar si rekel, se mi zdi, da ta osebnostni razvoj in rast, tako bi rekel, ukvarjanje s sabo je tudi problem, da se velikrat tudi, kad ti kdo to predlaga, ful cinično nastopa. Veš, ti rečeš tako, ne vem, ni treba, da si tok uskipljiv, da je preberi to knjigo o coachingu, o osebnostni rasti, pojev tako, pa kaj bo meni tle učil, kako naj se pogovarjaš, ne na ta način. Ne? In iz tega, in to je škoda, ker se zamudi ogromno priložnosti in tudi, kar si rekel, to je meni ful dobro sporočilo, a veš, ti kot igralec, ki konec koncev igra ful dobro, to mono predstavo, ko sem jo tudi jaz gledal, ali pa pač druge stvari, in da imaš ti tudi tremo, a veš, in da tebi tudi ni prijetno, ker tudi kdo lahko reče, jaz ne morem niti, ne vem, nastopati na seminarju pred študenti, ker mi je toliko strah, a veš, blagor temu igralcu Škrlecu, ki nima treme, zato pa je lahko igralec, a veš. In to sporočilo, a veš, da moraš tudi ti zmagati nek notranji boj, lahko konec koncev preneseš tudi na nek boj, recimo mene je blazno strašil spanje včasih, ne? Ker sem slabo spal med faksom in sem se bal večera, ker se je začel, tudi kot fizični strah, to je bilo grozen, se mi je bilo grozen, ampak bal sem se, kva bo, ker bom ležal v posli, ne? In to, mislim, to takrat sicer nisem videl nobene plusov v tem, čeprav ful sprejemam ta tvoj argument, da je strah lahko spodbuda, ne? V resnici, ful dobra spodbuda. Mislim, za one izpite, ker ti najbolj strah se najbolj učiš. Ja, to je res. Tako da to sporočilo se mi zdi ful dobro, no, da v resnici se lahko tudi spremeniš, ali pa tudi, če se ne spremeniš, mogoče boš imel vedno ti, kar šel v Linhartovo dvorano, a veš, občutek treme, ampak da te to ne pokoplje, ampak te v bistvu to motivira, ne, da rečeš, zdaj bom pa pokazal na največji dvorani v Cankarjem ali pa pač druge nekaj Galosova, bom pokazal res super predstavo. Zdaj, to je zelo poenostavljeno, ampak jaz nimam toliko strokovne podlage, imam pa mogoče precej izkustvene. Jaz res vsa čustva, recimo sploh v kontekstu recimo tega, ko je čas za performance, zdaj pa govorim ali gledališko igro, ali pa recimo skozi mi hodi zdaj potapljanje naprej, pa mogoče dam podoben primer, ker je lažji. Ukvarjam se s potapljanjem na vdih in tam je velikrat tako, da ko res hočeš iti globoko, si ti zdaj gor na boji in zdaj veš, ok, zdaj bi se rad potopil do 60 metrov, vem, da sem to treniral in ne vem kaj vse, ker naenkrat se ti začnejo dvomi, strahovi in vse pojavljate. Ne? Verjamem. Jaz osebno to jemljem, kot da bi imel zraven eno omizje nekih različnih ljudi in zdaj pač strah je eden izmed njih, ki mi nekaj komunicira, ne bo mi pomagal, če ga odrežem ali pa če se delam, da ga ni tam, ker bo močnejši, ampak če mu pa sam dam tisto besedo, pol pa jaz preusmerim svojo pozornost nekam drugam, pa se mi zdi, da lahko ful lepše delam s sabo. No? In pri spanju, naprimer, imam pa jaz velikrat težave ravno z ambicijo, v smislu, ne da bi mi bilo strah spanja, ampak da iz take želje potem, da bi se dobro naspal, naredim to, ravno nasprotno. To, ja. Jutri imam nekaj, ok, zdaj bom pa toliko zaspal, zdaj bom pa spil čaj za to, da me malo spava, odprl bom okno, ker vem, da je to ful dobro, nastavil bom budilko, vse naredim tako res šolsko in pol me to rukne po glavi, ker sem v poslednici, ok, zdaj pa zaspi.
Pa tako, a je že 20 minut, a je pol ure, Ja, kaj pa zdaj? ja. Ne, to je problem, ko v spanje ni nekaj, kar dosežeš, ampak nekaj, kar dopustiš. Je lepa. In ljudje nismo vajeni tega. A veš, jaz v službi ne morem se usesti zraven bolnika, pa pustiti, da bom boljši. Jaz moram aktivno tam razviti, meni to paše, jaz imam tam moč, jaz tam posegam v okolico. Ne morem pa, ko se uležem, jaz moram pustiti, da spanc pride. Ne smem ga krniti s tem, recimo, z ambicijami. Ne? Sama bi mogoče lahko, to je ful zanimivo, torej, da je treba pustiti, da se zgodi. Jaz bi to lahko isto rekel za, recimo, dobro energijo v predstavi ali pa dober potop. Se pravi, treba je na nek čuden način pustiti, da se zgodi brez aktivnosti. Zdaj, ok, spanje razumem, kje je ta ti primerjava. moraš orang zvadati ta potop, ne pa imaš tehniko, pa vse. Ti boš aktivno posegal, medtem ko spanje, najbolj mirno je v bistvu prenehanje aktivnosti. Ne? Ti moraš, ljudje, ki so najboljši, to čistko, najboljši spavci. Državno, to bi bilo super. Tam pa nisi državni prvak. Okay? Ne, ampak to bi pa z veseljem tekmoval. To bi bil pa super sketch, by the way. Če bi ti, evo sem ti dal idejo, čakam v bilo, ko boš še realiziral, ampak če boš odkril še kakšno tehniko za vaditi, to se priporočam. Drugače pa ljudje, ki so najboljši v letting go, ljudje, ki se ne držijo zamer, ki se ne držijo, ki niso control freaki, so najboljši ponovadi, najbolj spijo, ki se uležejo in si rečejo, bom naspan, mogoče ne bom, kva vem, in pa zgine. Tako da iz tega vidika, to mi je pa tudi ta metafora s tem omizjem je dobra, ker si imel tega enega, recimo, ki te straši, zato ker, veš, kaj se zgodi velikrat, ko te je strah, imaš ta tunelski vid. In je samo ta gospod obstaja. In ti imaš pa tam za mizo, če ti tako predstavljaš, poleg njega še najbrž tam pred potopom enega, ki je ful navdušen, enega, ki ima ful ambicij, enega, in daš vsakmu besedo, ne daš samo enemu. Oziroma se naučiš, kar je spet, mislim, da zelo miselna veščina, ali pa rečemo osebna veščina, ali karkoli, se naučiš pozornost usmerjati tja, kamor ti pomaga. Ne blokirati teh vseh nekih dvomov, strahov in to, ampak sam jo preusmeriti lepo, prijazno, recimo na vizualizacijo potopa, ali pa pred predstavo na mal ponavljanje besedila, ali pa na neko vajo vizualizacije, neke poti. To so vse, mislim, da neke mikroveščine, ki jim damo ful premal pomena in ki velikrat naletijo tudi na ta odziv, to je neki, dajte mi nekaj ta luft mešati, ampak v resnici ni tako. In mislim, da je ta odziv pri odraslih velikokrat povezan sam s tem, da nas je strah, da bomo izpadli neveščine česa ali pa neumni. Torej, zelo težko, meni je noro, kako starejši, ko postajam, tudi pri sebi to opažam, koliko težje se spravim v okolje, kjer bom popolnoma na suhem, se pravi, ne bom imel sploh pojma. Sam zaradi nekega občutka, da bi jaz pa moral vedeti, ampak to je predpogoj, pač, da se nečesa naučiš, da nimaš pojma. To je še celo veliko bolj, mislim, tle se začne. In to sem najprej opažal pri drugih, zdaj pa tudi pri sebi. Tako, čak, kaj se zdaj dogaja? Zakaj imam nek zadržek pred tem, recimo, da se grem učiti klavir, ali pa da pač izpadem nesposoben, če pa vse sem nesposoben. Mislim, pa rad bi to spremenil, zato sem recimo se lotil nečesa. To je ful tako, pa še prije primerjanja zraven, veš, z drugimi. Jaz recimo klavir je meni tako čudovit inštrument. Ester, moja žena, je imela, 9 ali 10 letnikov klavirja narejen in ful lepo in to. In pa sem jaz tudi tako začel, veš, na faksu, pač bolj po YouTubeu, pa malo po notah, pa tako. In mi je bilo ful dobro in pa se spomnim, sem prišel na neko prireditev študentov medicine, ki je vsak nekaj, jaz sem povezoval, ali kaj sem se ne spomnim. In tam je en čisto slučajno nek klavir je bil in zadnji v zaodrju, veš, in se en usede in tako zaigra neki ful dober, tako fantastično. Zgleda je, da se ne truta, veš, In jaz ti rečem, da sem nehal vaditi. Čisto sem si mislil, koliko je on boljši, kva se jaz sploh matram, veš. Jaz ne bom nikoli to, ne. In to bi lahko rekel pol vsak, ki je začel študij, recimo tudi medicine ali pa igre, veš, nekako, vse so vedno boljši in to, ne vem zakaj, še zdaj ne vem zakaj mene to tako demotivirale. Samo ni to kar mislim, meni zdi, da je ta odziv se velikrat pojavi, jaz ga pa ful raje pri sebi preusmerim, sam to je pa zdaj že spet na drugi strani obsesija ali pa mogoče spet preveč, ampak jaz vedno, ko vidim nekaj neverjetnega ali pa nekaj, kar je fascinantno ali pa čez moje sposobnosti,
prvi odziv je čudenje ali pa je pač wow, noro, drugi je pa vedno kako. Se pravi, zanima me, kako je zdaj ta človek to dosegel ali pa kako mu je to ratal. Ne nujno, da bi jaz tudi isto, ampak pač za unga sicer vem, bi imel najbrž, 1000 ur vaje, ene stvari so čista vaja, druge pa recimo ta tvoj to pa mene zanima kako, tako da je mogoče, če te lahko, jaz bi te tle navezal na ta tvoj spomin, kako si ti začel s tem, če gre sam to vaja spomina, pa to pomnenje, 3100 številke v bistvu niso povezane v nekem logičnem zaporedju v resnici. Se zdaj znam že precej več, sam še nisem prišel do tekmovanja, pa letos tudi ne bom, žal. Upam pa, da bo naslednje leto in pol bi rad nehal s tem, ker če ne bo se mi bo zmešal. No, tako je, ta je meni super sam zaradi tega, ker je odličen trening. Meni velikrat pol mi ljudje pripisujejo, da sem zdaj jaz nek ambasador matematike celo. Matematika je super. Jaz sem tudi mislil, ker sem to slišal, sem si rekel, ta je nek fizik, ki razmišlja o enačbah. Jaz sem videl priložnost, da testiram neko tehniko. In v mojem primeru je bila to tehnika palače spomina. O njej zelo velikrat govorim, pa sem prepričan, da zdaj ljudje, ki me večkrat poslušajo, imajo že to pokvarjeno ploščo, ampak ne glede na to, mislim, da je to treba povedati. Tehnika palače spomina je antična mnemotehnika iz antične Grčije, ki izkorišča neke osnovne zakonitosti delovanja našega spomina, zato da ti omogoči neverjetno zmožnost pomnenja. In super primerjava super ideja je naravnega pa umetnega spomina, na katero so se referirali tudi Grki. Oni so pač rekli, da naravni spomin je ta, ki ga imaš, to je tvoja kapaciteta. Umetni spomin je ta veščina, ki si jo lahko zgradiš in ti bo služil čez naravni spomin. Takoj so uvrgli ta argument, moj spomin je bolj švoh. Tvoj naravni spomin je švoh, daj si zbildi umetnega, če želiš. To se mi zdi, da bi enemu rekel, ti si visok, super za košarko, ampak lahko pa zdaj še treniraš. Pa imaš neko osnovno stvar, pa lahko je tudi en, ki je nižji od tebe boljši. Tako. Kar nadaljujem. In palača spomina ali pa memory palace ali pa metoda Loci se tudi v pop kulturi se zdaj zadnja leta pojavlja v Sherlocku, Mentalistu. S Benediktom. Tako. Tam je tudi ful lepo filmsko prikazana, ampak v resnici je ful bolj simple kot to. Velikrat jo hočejo serije narediti tako spektakularno, ker seveda so serije. Ampak v osnovi gre samo za to, da ti uporabiš neko pot iz življenja, ki jo dobro poznaš, ker poti na nek čuden način ne moramo pozabiti ali pa ne more iti iz nas. Najbolj enostaven primer je pot iz spalnice do službe, naprimer, in to pot razdeliš na postaje, intuitivno jo razdeliš recimo na sobe. Spalnica, dnevna soba, kopalnica, kuhna, predsoba, hodnik, vrata, zdaj pa si izmišljujem, trola postaja, trola, izstopna trola, naprimer. To je neka osnovna metoda, osnovna palača spomina. Čar tega je, da ti tega zaporedja ne boš pomešal nikakor, ni šans, da boš... Najprej na trola, pa pol kopalnico. Tako, ker ti je ta spominski, ta prostorski moment je zelo močen. Tudi prostor je v bistvu zelo močno povezan s spominom, tudi na druge načine. In zdaj, mi to pot vzamemo, zato da vanjo, na te postaje, shranimo stvari, ki se jih želimo zapomniti. In pomembno pri tem je to, da to naredimo na način, ki je mogoče netipičen, ki ni klasično mišljenje, ampak je ena zelo močna domišljijska vaja. V bistvu s ustvarjanjem konkretnih zanimivih podob potem šifriraš to snov, ki si jo želiš zapomniti. Najbolj enostaven primer, če greva na števila, naprimer, recimo 2, 3, 8 meni nič ne pomeni. Ampak jaz bi 2, 3, 8 pretvoril v laboda, ki si brije brke in jih nalepi na snežaka. 2 je labod, 3 so brki, če jih obrneš na robe, 8 je snežak. In tle je ta glavni catch, ki v bistvu dela kontra temu, kar je logično, naprimer pri študiranju, kjer se velikrat zanašamo na razumevanje kot ključ do pomnenja. So pa stvari, ki jih v življenju ne moreš razumeti, pa ti bi v bistvu pomagale pri širjenju znanja ali pa pri razumevanju ali pa pri uporabi znanja in se jih v bistvu želimo naučiti v kri, mislim, v srce, na pamet.
Te stvari je pa ful bolj smiselno vnašati prek enih konkretnih, domišljijskih, zanimivih podob, ki v nas vzbudijo odziv. Ker tisto, kar v nas vzbudi odziv, tisto si bomo zapomnili. Tisto, kar ne vzbudi odziva, si ne bomo. Zato tudi, naprimer, stvar, ki jo prebereš prvič, pa si misliš, to je logično, to si bom zapomnil, ima najboljše predispozicije, da jo boš pozabil, ker se domišljija pa misli niso aktivirale, ki si jo prebral. To je tudi, ti si zdaj ful študiral možgane. Fiziološki substrat je ta limbični sistem za spominje dejansko, sistem za spominje del limbičnega sistema, kjer so emocije. In ti veš, da recimo von parfuma tvoje prve punce, ki te je zapustila, ali pa kako je takrat izgledala, to naš pozabo. Danes za zajtrk je sploh ne vem več, ali sem jedel jajca. Na ta način. Zato so te emocionalni spomini tako močni. Ampak zdaj recimo, to ful mi je noro, jaz prvič poslušam te palači spomina. Se pravi, če bi si jaz zahotel zapomniti neko dolgo številko, ki se začne z 2, 3, 4, bi zdaj, recimo jaz, ko ostanem v spalnici, bi ta labod brke lepil v snežaku. Zdaj, če je 2, 3, 4, bi jih verjetno lepil na stol ali pa na jadrnico. 4, 2, 3, 8, no, nisem se še zapomnil. No, 2, 3, 8 bi lepil na snežaka. In pa bi šel recimo jaz naprej ven, recimo, da bi bila naslednja postaja dnevna soba, fino je biti učinkovit, pa jo narediti čim bližje, torej po logiki poti, v mojem primeru dnevna soba. Zdaj pa midva sva se odločila, da bova po trojke dajala skupaj. Nevarnost tega bi bila, da jih bova pomešala med sabo, zato jaz uporabljam en mal zapletenejši sistem, ki kodira te cifre tako, da jih ne moreš pomešati. Lahko bi dajala po eno, lahko bi dvojko dala v spalnico, pa bi bil tam labod, ne vem, jaz bi si predstavljal pleše labodja jezero na postli. Nekaj nenavadnega. Past je pol, da rečemo labod, ki spi, pa je tako brez veze, to ni nič. Kdo že spi? Tako, ne more zaspati. No, pol bi pa recimo trojko, brke, ali pa cankarja, cankar je tudi pri meni trojka, zaradi brkov, bi ga dala v dnevno sobo. Ne vem, kaj bi delal, karkoli. Os snežaka bi dal na WC, s fenom bi se topil, ali pa neki. In tukaj, če si zdaj to še predstavljava, in to je še tretji pomemben del, eno je imeti prostor, drugo je narediti dobre podobe, tretjo je si jih predstavljati in to je točno to, kar si prej omenil, čuti so vedno pot do čustev. To se uči tudi v igralski metodi, to je Stanislavski praktično sistematiziral Strasberg in tako. No, tudi tle v spominu je isto. Če ti uspeš v te svoje podobe prav načrtno dodajati čute, najlažje to narediš tako, da se vprašaš po vseh čutih. Kaj bi videl, kaj bi slišal, kaj bi tipal, kaj bi okušal, kaj bi vohal. Se pravi, priješ v tam, ko se fena, tist snežak in bo najbrž hladno, pa zažgan fen brnev, recimo. Tako, brnev, fen ima tudi en von zažgan, specifičen, snežaki imajo tudi en von. Ni pomembno tle, da si faktografski, sam da ti daje štof. In ko to zgradiš, si že ustvaril tak močno asociativno polje okrog tega, da če se bo zvezalo s prostorom, ne boš pozabil. To je pa noro dobro. Kaj me zanima, če ti en reče pa recimo pol, da te čist prekine in ti reče, da mi povej zdaj 113 številko pi, a to lahko narediš pol, a moš po vrsti v glavi iti po tvoji poti? Dejva zdaj to prvič pojasniti javno, se pravi, načeloma ne. V bistvu, jaz sem za sem prvi, ki sem te to vprašal. Ne, prvi si, ki me je vprašal po mehaniki tega, kar sem zelo vesel. Zelo pogosto je pa bilo, da so me na intervjujih spraševali točno to, katera je pa 216 cifra, ne? In zdaj, jaz sem se znajdel na precepu in sem bil tako, zdaj lahko pač rečem, ne vem, lahko pa pogruntam en sistem, kako se to naučiti. In pol če si predstavljaš, za ta pis sem imel jaz nekje 1000 postaj dolgo pot po Ljubljani, za teh 3000 cifr. In zdaj sem naredil, zdaj malo skačem, ampak mislim, da bo jasno. Za ta podvig pija imam jaz en sistem, ki mi 6-mestno cifro pretvori v eno podobo. Ker mi združuje po dve. Pomembno je sam vedeti, da je 6 cifr zame ena podoba. In pol sem si naredil še en eksterni sistem, ki mi je bil kazalo po tej palači spomina, da recimo sem na vsakih 100 cifr vedel, katera postaja je to. In pa če mi je kdo rekel 214, sem šel do 200 in preštel 14 po 6. To je v Stari Ljubljani, pa si šel tam. Tako, točno sem vedel, kje je. Še zdaj vem, da je na akademiji recimo bilo 800, je bilo pri avtomatu. In pa sem šel sam po večkratnikih 6, da sem... Ampak to je bilo za efekt. Ali pa nekaj pač rečeš, pa noben ne bo vedel, če boš prav. To pa tudi. Ravno zato sem se pa zdaj začel učiti poštne številke. To je bilo moje naslednje vprašanje. A si to pol podobno tehniko? Isto, še lažje je. Zato, ker poštne številke pi se veže sam nase. Je v bistvu ena neskončna veriga in
vse, na kar sem ga vezal, so na prostori. Ni dejansko občin, ki obstajajo. Tako, pri poštnih številkah imaš pa vedno ime kraja, ki ga jaz pol pretvorim v eno zanimivo asociacijo že sam po sebi in pol mu nalepim te 4 cifre zraven. In ne rabim ga niti dajati v prostor, je dovolj ta asociacija sama po sebi. Jaz sem si ene par poštnih številk izpisal. Ok, dej, super. Zdaj bojo mogli verjeti poslušalci, da ne gledaš v moj računalnik, ampak sej ne bi imel jaz nič od tega. Imam par lahkih, ne vem, kaj je lažje. Recimo Rogaška Slatina. Rogaška Slatina 3250. To je Rogaška Slatina, to imam v knjižnici, ker sem bil v uniji knjižnici, en moj sosed, ki dela trajno v knjižnici. To je moja... In odkje ima on 3-2, ima brke, pa 2 je kaj že... Ne, to je pa zdaj ta sistem, ki sem ti rekel, da mi v bistvu dvomestno številko pretvori v en podatek. Ja? Zame je ta 3-2 vedno moj sosed, ki razstreljuje mino. Ampak to je zdaj... Aha, in zdaj kjerkoli bo 3-2, bolj malo tega soseda vidiš, ok? Tako, če je 3-2 na drugem mestu, potem bomo vzeli njegovo akcijo, razstreljevanje, če je na tretjem mestu predmet. Ja, ampak je, ko ta sistem osvojiš, je pa noro. Čak, ti moraš pol za vsako številko kombinacijo meriti eno sliko. V bistvu imam za vsako številko 3 podatke in glede na to, kje je ta dvojica, ravno zato tudi vem vrstni red. Recimo 3250 je ta moj sosed, ki dela trajno. Če bi bilo pa 5032, Ja. bi bila pa moja frizerka, ki razstreljuje frizerski salon. Tako. In kaj recimo Črenšovci? Črenšovci, čudovita. Tukaj grem pa, zato ker je bila na Malih sivih celicah enkrat ena ekipa, ki sem si jo zelo zapomnil, grem na studio Malih sivih celic in 9232. Ja, tako, in 32 isti so razstreljevanje. Ja. Aha, ok, kaj pa Horjul? Horjul, super. Zdaj pa sam povej mi, če je prav, ker včasih sem mal, če je narobe, mi sam reči, da je narobe, ne mi takoj vzeti možnosti, da se popravi. Ja, imaš dve možnosti. Se pravi, jaz bi rekel, da je to 1-3-5-4. Tako, super, ok. to. Veš kaj, tamle okrog tega vse na 13 imam mal eno šibko točko, ker je tam veliko logov pri Brezovici, pri Ljubljani, Brezovica pri Ljubljani. Tako da to. Ja, boš malo še vadil, ne? Ampak presenetljivo, a ne na predstavi, ki v bistvu preizkušam to z ljudmi, sem doslej vse povedal prav. Na začetku sem sicer ravno v Celju, v Celju je bil edin tak moment, ki so mi mogli, to bom zdaj povedal pa sej, ki sem se zaribil, ki sem se zmotil, no. Ampak ravno zato imam pa zdaj te predstave na gosto, zato da lahko ponavljam, zato da se ne rabim vedno znova s tem ukvarjati. Noro, res, zdi se mi tako, kot ti tle imam napisane neke te poštne številke, ki so i tak čist, meni zgleda najbolj random in ti govorim in ti veš, se mi zdi, kaj je en magic trick, a veš, kada imaš zadnji neko kamero, ko gleda v moj računalnik, a veš, tako, ko si začel tudi na tej tvoji monokomediji Zdrava pamet vmes, ne, ko si začel s temi, si ful dober del meni bil, ko se je malo pržgala luč, pa smo mi ti tam klicali občine, ne, ampak prva misel ni bila v ta nik ful, se je ful naučil, ampak je bila tako, okej, kako to naredi, veš? Kot ti en čarovnik pokaže trik s kartami. Ok, Nik ima 22 ljudi v publiki, ful imajo močen glas, a veš, zdaj je rekel, daj mu tam Horjul, naj se mu zaderajo. Veš, tako si skeptičar in pol iz te skepse, to je ful dobro, ker iz te skepse rata pol genuine, pristna navdušenost, ki si tako, ki se je naučil to. In jaz sem danes prišel sem z mislijo, da imaš izjemen spomin od rojstva naprej. In zdaj mi je prav ta pogovor tako odprl neke nove dimenzije tega. Sicer še vedno moraš biti pameten, ker že to, da recimo ti držiš toliko različnih, se to je vaja, ne? Da ti si stokrat največ tega soseda z mino pomislil, ki je pač to in kad ti rečem S3-2, ne rabiš full dolg. In tudi to, pa ta del mi je pa sploh pol še impresiven, da razdeliš pot na več manjših. Jaz bi to, mislim, to moram jaz malo začeti vajati, to je to dobro, tudi za našo službo, ne. Mi imamo te odmerke, veš, pa uporabljaš neko zdravilo, pa en mesec recimo nimaš te neke odporne bakterije in pa pride in si tako, čak, aj to 1000 na 6 ur, 1000 na 8, zdaj kaj se pogovarja, se mi zdi to absurdno lahko za zapomem, da me sramo o tem govoriti. Ne, ampak dokler ne vzameš stran te predpostavke, da je to nerešljivo, da je pač to... da je to vaja v bistvu. Tako, si ne daš možnosti, da bi to... Oziroma, še en super pojem je, kaj meni tudi vedno bil motivacija, zdaj ne znam ga prevesti v slovenščino, ali pa ok nivo, ok plateau. To je pa trenutek, ko se ti odločiš, da je to dovolj.
In super logika je recimo pri tipkanju na računalnik. Veš, vsi ljudje bi lahko tipkali 10 prstno. V bistvu to ni zdaj neka stvar, ki bi moral imeti neverjetne reflekse, mišično spomin, karkoli. Ampak na neki točki se odločiš, ok, to je dovolj. Za ene so to 3 prsti, za starše sta to 2 kazalca, ki pičta noter, ne? In to je velikrat je pol sam vprašanje, kako sebe čez ta ok nivo spraviti čez. In v športu se to zgodi tako, ko nekdo nekoga premaga, pač do takrat je en rezultat bil neosvoljiv, so vsi mislili, ok, ne bo, noben človek ne more skočiti dlje, kot toliko pa toliko metrov, ali pa biti hitrejši od tega pa tega. Pa en človek to premaga in na naslednjem tekmovanju že 3 prestopijo to mejo, samo zato, ker jim se zdi mogoče. No? Što je pa v naših možganih tudi malo tako, ne, te meje, ne, in to je ena super knjiga, je drugače. David Eagleman je en neuroznanstvenik, Inkognito, jaz sem bral v angleščini, je pa prevedena, ne vem, če poznaš, Prikrito. In to je toliko dobra knjiga. In jaz sem si spisal tudi za danes, ker sem rekel, bova malo tudi o možganih govorila, glede to, da ta tvoja zdrava pamet, nova komedija. On je napisal, the conscious mind is not at the center of the action in the brain, instead it is far out on the distant edge, hearing but whispers of the activity. To sem iz moje knjige prepisal, to nimam prevedel, ampak nekako, če bi prevedel, v bistvu naša zavest ni v sredini možganov, ampak zelo, zelo na robu in sliši le male od sebe neke aktivnosti. Ker recimo možgani poslušajo tudi, kar mi ne poslušamo, če lahko tako rečem. Kako si ti lahko na enem žuru in tam v kotu je ena skupina ljudi, ki se pogovarja, ti nimaš pojma, kaj govorijo, ker se mi da pogovarjava in tam bo en rekel nik in boš ti to slišal. Kako? Če nisi poslušal, a veš? Zato, ker tvoji možgani dojemajo toliko stvari in poti filtrirajo. Ne? Zakaj ti kupaš nov avto in kar naenkrat v Ljubljani ful teh istih avtov? A so se nastali zdaj s tvojim avtom? Vedno so bili tam, ti nisi bil pozoren. In tle je še ena, ti si prej omenil pozornost in to je tako, pač pozornost je številka 1 pri vsem, kar delamo. A veš, kam to usmeraš? Kako živiš in če boš ti skozi imel pozornost nad tem, kaj je v življenju težkega narobe, recimo iz medijev, boš videl te stvari. Isto, kot boš videl svoje avte. Ti boš videl ljudi, ki so nesramni, ti boš videl ljudi, ki so zlobni. A veš, če boš pa ti naravnal svojo pozornost na način, da gledaš recimo absurdno, delaš neko meditacijo in rečeš notranji mir, ne vem, veselje, prijetnost in to boš videl bolj take zadeve. Tako, sej v resnici je spet jedro igralskih tehnik je v bistvu, ok, delo samim sabo, pol pa delo s pozornostjo in kar sem se jaz res naučil, pa kar se mi zdi, da je tako neverjetna popotnica, kar sem jo dobil tudi na akademiji, je, da s pozornostjo ne moreš delati grobo, no, pač pozornosti ti ne moreš samega sebe pripraviti do tega, da bi, ali pomeri se, ali pa dej, poskuši si vizualizirati, ne vem, pri čutnem, čustvenem spominu določeno zadevo. Moj prvi impuls, ker sem zelo tak človek, ki gre rad z glavo skozi zid, je, da bi se prijel in si rekel, ok, zdaj pa daj si predstavljaj to, zdajle. To ne gre, to je sam recept za mučenje, no. In ta veščina prijaznega usmerjanja svoje pozornosti ali pa celo dopuščanja sam, da ona kot malo mamljenja pozornosti je pa ful dobrodošla. In ravno zato, naprimer, tudi v teh tehnikah pomnenja, kar sem ti rekel, najboljši recept, da si nekaj predstavljaš, je, da se vprašaš po čutih. To je tak neposreden način, da ti pozornost povabiš tja, ne? Lahko bi si isto rekel, predstavljaj si zdaj tega Cankarja, ki v dnevni sobi je toast, predstavljaj si ga, to ne bo dobro. Če pa se samo vprašam, ok, kako bi izgledal ta Cankar, kaj bi zvenelo, pa sam svojo pozornost povabim tja, ne? Ampak to je res noro učinkovito. Mislim, jaz zdaj, ko se pogovarjava naprej, jaz še vedno vidim Laboda, ki lepi brke na Snežaka, vidim unga, ki se fena v moji kopalnici, a veš, nimam pojma več, kaj je Horjul, tisti, ki si mi pregovoril, ker nimam nobene asociacije. Tako da, daj povej mi, a si ti to delal v kakšnem tečaju, knjigi, a to moraš se sam posvetiti? Se pravi, moja knjiga je bila Moonwalking with Einstein. To je ena knjiga, kjer ameriški novinar Joshua Foer popisuje, kako je prišel na eno tekmovanje o pomnenju in pol naslednje leto zmagal na njem. In popisuje to svojo pot. Meni mi je bil super vstop. Sem pa pred in potem prebral milijon nekih šodr knjig, Super Power Your Memory, Super Memory in 10 Steps, nekaj. In pač iz njih izluščeval tisto, kar je bilo tako, kar je bilo res dragoceno notra. Pa mislim, da mi je
da se na nek čuden način te stvari zelo dopolnjujejo. Pač, pa moš najbrž razviti nek svoj practice, ne? Tako. Nimaš kaj. Ker nihče ti ne more, tudi tle je ful pomembno ustvarjanje asociacij in zanimivih podob, ne more ti, veš, recimo, polk delam z učitelji ali pa v šolah, bi vsi radi imeli, ok, dajmo zdaj napisati podobe za učenje tega pa tega. Ne, v bistvu mora biti lasten angažma tukaj ta, ki ustvari podobo in ful velikrat se pa zgodi, da želimo imeti to napisano in polkrat mislimo, da bo se samo po sebi to vtisnilo v spomin. Ne bo se, ne? Ja. In velikrat smo pri ustvarjanju takih podob, tukaj se pa tudi vidi ena super mehanika ustvarjalnosti, ful prezahtevni do sebe, ne? Recimo, midva bi zdaj rekla, recimo 2, 3, 8 sva rekla, pa bi pa iskala super podobo med Brki pa med Snežakom in zdaj bom jaz od sebe zahteval vrhunsko podobo. In bo ta moja zahteva do sebe toliko nesposobila mojo domišljijo, da bom se zataknil. Ja. Če si pa sam rečem, da je neki nared, si pa pustim prostor, no, da se zgodijo pol lahko zabavne reči. Daj mi povej, prosim, a si ti kdaj razmišljal, da bi napisal knjigo o tem? V bistvu jo pišem. A res? Ja. Kako se veselim. Boš prišel še enkrat na podcast, ko bo izdana. Veš kaj, jaz sem imel zdaj pa že res tako 5 let delavnic in za zainteresirane, razpisanih po šolah, po raznih podjetjih posod in par stvari je, na katere se skozi vračam in mislim, da sem prvi, ki jih razume na ta način, ene stvari so pa univerzalne in pač ne morem. Ampak se to je, veš, karkoli delaš, jaz tudi recimo trenutno pišem knjigo, točno to, kar sva rekla, osebnostna rast, 12 let izkušam praktično s tem, da jaz ful baziram na znanstvene raziskave. Ja. Veš, ampak se mi zdi, da način, da ti napišeš res dobro knjigo, ki je res tudi dobro sprejeta in brana, je, da pišeš o nečem, o katerem si ti zelo strasten, passionate, involved, da ti ni vse en, ne, tudi moja knjiga prva, ki piše o medicini, o intenzivni terapiji, to meni ni tako, šiht je tak, pa, razumem, in to, ko boš ti, zato me to veseline, ker vidim, zdaj, ko si mi razlagal, koliko si tudi, valjda nisi ti vse to ustvaril, valjda stojiš na nekih konceptih, ampak način, kako te koncepte poveš in pol dodaš svoj twist, ki naredi iz unih 90% naredi 100%, najboljši. In človek, ki se tako poglobi v neki, tako kot meni, recimo, jaz delam na odnosih, na odzivanju v okolico, na poseganju, na osebnem, na miru, notranjem, ful, vsak dan praktično in to mi ogromno pomeni. To sem enkrat na faksu preskočil iz tega, da mi je bila glavna ambicija biti nek najboljši kirurg v Sloveniji, pa mi je bila glavna vrednota notranji mir postala. In ko pišeš o nečem, kar te tok pa vala, o čemer si dober, kar ti v tem zihar si, to se ful veselim, lepo, da si to delil. Ja, pa dejansko mi je bila tudi, tvoja siva cona mi je bila taka zelo dobra, to knjigo se spravljam že, 2 leti jo pač hočem, ker imam milijon teh nekih projekcij, slajdov pripravljenih, vem že v bistvu vse, ampak samo to dejanje, da pa se to zdaj res materializirati začne, je pa spet toliko ene komplikacije, pa nepotrebnega dela samim sabo, pa to. Ti povem, nekaj končaj se. No, in sam to sem odreč, ker sem pa prebral Življenje v sivi coni, mi je bilo pa tako, wow, nekaj mi je bilo inspirativnega v tem, kako dobro si v bistvu prepletu znanje, življenje, pa neko svojo perspektivo in všeč mi je bilo tudi to, kako si oblikoval poglavja, kako so bila recimo zgodbovno prepletena, znanje prepletena, pa človeško prepletena in to mi je bil tak en velik push, da sem si rekel, wow, ok, vidim neko zanimivo pot ali pa vidim, da se da pisati zanimivo o stvareh, recimo, za katere ljudi tudi ne bi a priori rekli, da so toliko zanimive, ne? Točno to in ti povem tebi ali pa komorkoli, ki razmišlja o pisanju knjige, da točno to, kar si zdaj opisal, ta feeling začet, ki imaš v glavi, jaz sem tudi takrat imel v glavi, tako tiste skafandre moram napisati, pa prvi primer, ampak si ti usedeš za računalnik, pa je odpreš Word, pa je prazno, ali pa je pol 2 stranista, to je tako si rečeš, pa kaj jaz delam, enkrat v mesec sem pisal, 2 meseca že in podaš štetje besed, in pa sem googlil, koliko besed je v knjigi in sem rekel, jaz nisem še nič naredil. In pol, ko pa ti odpreš, recimo, imaš tam nekje okoli polovice knjige, se mi zdi,
ko pa odpreš, pa imaš že toliko spisan, pa je vmes ene parte, ti nikoli niti ni vse všeč, ampak ene parte, ki si tako, ta del je pa res dober, veš, to pa moram dokončati. Takrat ti pa zlaufa, in tudi drugo, tretje branje, pedenanje, obračanje besed, tisti je pol super, ne? Tako da začeti. Ampak a ni to tudi na nek način, če tako zdaj, v bistvu usmerjanje pozornosti, ker jaz pri sebi zaznam, da je ta pozornost naprimer na to, koliko mora biti besed, ali pa koliko daleč sem še, ali pa a je že konc, ali pa je v bistvu neko ukvarjanje z nebistvenim. Ko te pa potegne vsebina, pa prideš v nek flow, te zažene, pičiš in gre pozornost spet tja, kjer ti vrača. Točno to. To, kar si rekel, v trenutku, ko je meni res zalaufala knjiga, nisem niti enkrat več pomislil ali pa po Google, koliko strani je v knjigi, koliko sem dal, res. In sem bil tako, če bo krajša, bo pa pač malo cenej, pa bo hitreje se prebrala, nima veze. Takrat, ko greš iz tega, koliko more biti, pa koliko sem že, pa lahko že neham, ampak greš v to, da uživaš v tem, ker ti boš zihar užival pisati v tem, če ti je to tako taka strastna stvar. In ko greš v to, si pa neustavljiv. Se konec koncev se knjigice izdajajo, zbirke pesmi 20 strani dolge, in so od mojega dedija ena mojih najljubših, ko pride čas in je, ne vem, 20-25 strani. Tako da. V bistvu Jerry Seinfeld tudi ful dobro govori o pisanju. Mene je presenetil, on zelo dobro govori o veščini pisanja. On sicer prav stand-up bitov for, ampak to, kako on zna opisati ta zicleder v bistvu, ali pa to, da pač pejt noter, začni pisati, stvari se bodo zgodile, sam da jim čas, pa vajo, je zelo inspirativno. Pa tudi druga stvar je pa pol, a bo to ljudem všeč, ne? Kaj če komu ne bo? Kaj če bo en napisal res bedna knjiga? Mislim, kdo tudi bo, ne? Kdo tudi bo to napisal? In na koncu, v resnici, moraš vedeti, da vse umetnost se mi zdi, je sploh taka stvar, veš, vse imaš pol neke kritike, neko generalno mnenje, stroke recimo, ne, ampak mislim, ti imaš marsikaj, kar je umetnost in marsikaj, kar je nekomu najbolj blizu pri srcu, nekdo ne bo povohal, no tako iz tega vidika se mi zdi, da s tem se moraš najmanj ukvarjati. No. Res je. Še več, v bistvu vsaka zanimiva stvar vedno dobi cel diapazon odzivov. Tako. Če je nekaj usmerjeno, bo verjetno naletelo na in odobravanje in neodobravanje na eni strani v neki točki. In mislim, da je ta želja po samo odobravanju, pa samo hvali, je spet v bistvu ena negotovost, ki je vedno prisotna. Jaz jo isto prepoznam, ali pri predstavah, ali pri čemerkoli. Ampak pač super se mi zdi, da zdaj odpirava to temo v smislu, pa tudi, da si ti tak dober občutek, ko tudi ti rečeš, vse to imam, a ne? Ker marsikdaj se pa zdi, ker nekdo govori pa o nečem, kar mu je uspelo samo kot, jaz sem to začel pisati, potem sem najdel 3 stvari, padel sem noter. Vse je šlo gladko. Tako, nikoli ti pa ne pove tega, kar je mogoče tudi sam že pozabil, ali pa se niti ni več ukvarjal s tem. Tako da hudo. Ne, zihar. Jaz sem tudi se spomnil, ne vem, ene mesec ali 2 pred izidom sem še Ester govoril, ko te knjiga na noben bral, pa kva sploh se to zdaj, itak bo fotor kupil 10 izvodov in to je to, veš, ne, res, tako sem bil, veš, ker sem tudi, na koncu ta uredniški proces sem prebral po moje, ne vem, 25krat in se mi je zdela že najbolj dolgočasna knjiga v zgodovini, veš, skozi tako, pa kva to pišem in mislim, čez to možeš, najslabše, da pol nehaš, ker koncev se ne delaš to za kruh, nobeno v Sloveniji ne živi od pisanja knjig, v bistvu to je neka, pri meni je bila intrinzična želja po ustvarjanju, ali pa ne vem, recimo ti je cilj tudi sporočiti nekaj v svet, kar je bilo s to mojo sivo cono, pa s tem tvojim spominom si predstavljam tudi. In za to željo moraš stati. In tako da, zdaj, če sva pri tem, me pa zanima, to sem te hotel vprašati. Zdrava pamet, ne? Ta tvoja, odkje ti je prišla ideja ali pa želja, če sva pri tem napisati monokomedijo na temo možganov? Malo vidim že odgovor, ker vidim, kako te impresirajo te miselni procesi in tehniki in to. Mene full driva govoriti, recimo, to ni tipična tema za komedijo, ampak zakaj ne? In jaz veliko stvari, ki sem jih delal tudi v preteklosti, so na tak ali drugačen način bile povezane s tem, da sem poskušal na oder dati nekaj, česar prej ni bilo na tak način. Tudi jaz mislim, da je predhodnica te moje zdrave pameti, moja magistrska Ne gre vse v pi, kjer sem pa prav pot, ki sem jo uporabil za pi, postavil na oder in iz nje naredil prizore in se v bistvu sprehodil čez to mnemotehniko. To mi je pa prožal, da sem zamudil. Več kot 100 ponovitev sem odigral s to predstavo, meni je bila tak žur, da sploh mislim... Ko bo 101, mi povej. Ne, zdaj sem jo nehal igrati. Ravno zaradi zdrave pameti. Ampak
meni je bilo tle najbolj čudovito to, da sem imel občutek, da končno lahko ljudem predam to, kaj je meni žur teh cifr. Ker ljudje mislijo, da se z unimi ciframi ukvarjam, ker so sam vrh ledene gore, meni je pa to odzadaj. No, in pri Piju sem videl, da res uživam v izrazu nekih netipičnih tem pa iskanju odrskega materiala okrog njih. Sem si pa želel narediti še malo širšo predstavo, ker ta Pi je bil res vezan na kontekst, na mojo zgodbo in tako. Se mi je zdelo, da je potem nadpomenka tega, da so zihar možgani in pač mene fascinirajo. Jaz sem na tak ali drugačen način res obseden, bolj kot ne z neko, recimo, neuroplastičnostjo kot idejo ali pa z idejo teh neverjetnih možganov, ker se zavedam, da je tudi pomanjkljiva v marsičem, ampak me navdihujejo, bolj kot sem pa v njih bral, pa več, kar raziskujem, bolj pa videvam, da je tukaj noter neko človeško bistvo, ki se ga pa v komediji da mogoče na drugačne načine odstreti. Absolutno. In to sem iskal. No. To, ko si rekel, da se ti ni zdela a priori tako smešna tema, sem takoj pomislil na eno skripto neurologije, sem imel, ko sem se učil po njej in tako zaunajš flavor, prvi stavek je bil napisano, možgani so najpomembnejši organ v človeškem telesu, tako pravijo možgani. To so znanstveniki določili, nismo rekli, ne, možgani rabijo, veš, tako, vso kri pretok, to smo se mi odločili in to mi je tako dobro izhodišče in si se pol tudi ful učil očitno, mislim, sem jaz gledal to predstavo, ki mi je bila mimo grede fenomenalna in sem se res nasmejal in mi je bilo noro, koliko si dober vpletel toliko enih dobrih dejstev zanimivih. In si se očitno pač učil, kaj si pač bral veliko poljudne... Ja, veliko sem bral takih ali drugačnih knjig, mene so recimo na neki točki tudi fascinirale okvare možganov, ali pa The Man Who Mistook His Wife for a Hat, mi je bila nekaj časa tako... To imam pa jaz doma, Oliver Sacks, nisem še prebral. Nisi? Dej, mislim, meni to bilo... Ampak potem nisem šel toliko v to smer v predstavi, ker se mi zdelo, če ne bom sam razne okvare, ampak... Je pa dejstvo, da mi o možganih vemo, ali pa najbolj zanimive stvari ugotovimo takrat, ko gre nekaj narobe. Ja, nažalost, res je. In pa so vsa pričevanja o takih nekih dognanjih so povezana ponovadi s primeri, ko je šlo kaj narobe. Nekaj od tega sem tudi dal predstavo, no, ampak zelo rad berem sploh poljudno znanstvene stvari, isto kakih neurokirurgov pred kratkim sem bral, zdaj sem pozabil naslov knjige, no, ampak v bistvu en tak popis nenavadnih okvar možganov čez čas, kjer tudi piše en neurokirurg o tem, ne vem naslova žal. Tam sem kar veliko referenc iskal tudi za svojo predstavo, pa super mi je bila knjiga, kjer popisujejo prvič metodo štetja nevronov v možganih, ker doslej je skozi veljalo, da je teh 100 biljonov, ne? Ne, 100 milijard, oprosti. Pa so pa ugotovili, da jih je ful več, ne? Manj. 86 milijard imam zdaj. Ja, da je najprej bilo precenjeno, ali kaj? Tako. A res, to pa nisem. Pa je vprašanje povezave med njimi. Teh povezav je pa 100 biljonov, ne? Ampak spet, to so ocene. Fascinantno mi je bilo, kako so prišli do tega, naprimer, vse te stvari se berejo lahko kot krimiči, če so dobro napisane, pa če te malo zanima. Tako da sem kar nekaj časa po svetu. The Human... Drugače, tebi bila ta knjiga prikrito. Ja, sem jo že shranil na seznam za prebrati. Ena od prvih, a si narisal v glavi. Incognito mode v browserju, tako da sem si v nekoncu spravil. Tam ena od prvih stavkov, ki je bila meni toliko čudovita, je v bistvu primerjava, napiše, da je na enem kubičnem metru možganovine toliko živčnih povezav, kot je zvezd v Milky Way galaksiji. Vsi si malo lažje predstavljaš, to, koliko je to ogromno. Ne? Ker s takimi primerjavami se mi zdi, da si lažje. Ker imamo tudi Avogadrovo število, se skozi učiš, 6x10 na 3, se skozi učiš na srednji šoli, recimo pri kemiji, ti spati pa hrat 10 na 23, whatever. Ne? In pa sem nekje prebral, da je v bistvu to toliko veliko, da če bi dal frnikule, ena zraven drugo, bi pokril celo Veliko Britanijo. To ne samo, da bi jo pokril, šel bi dejansko do oblakov s frnikulami. In ko to si pa tako, ok, čak, kaj? In ker te svetove, ne toliko ogromne ali pa toliko male, kot je vesolje ali pa to, mi si težko predstavljaš drugače, ne moreš si predstavljati, ker je toliko drugače, kot da daš neke take čisto absurdne primerjave. Tako.
da sem te prej sprašal o teh horjuljih in podobno, ne, pa si to vse vedel. Zdaj imam pa 3 vprašanja o možganih zate, da vidim, koliko si se naučil. Okay, zdaj malo treme, dobro. Aha, vidiš, imaš tremo, vseeno, si prav prej povedal. Ok, ajde, dej, ustrel. Dobar, vse sem take, po moje, samo ja ali pa ne, se pravi, true or false. Ok, ja. Ok, možgani ne bolijo. Torej, da... Možganovina ne boli. Da ne občutimo bolečine, recimo, če se... Če tebi da zdaj kirurg anestezijo toliko, da ti odpre glavo, pa imaš možgane pred tabo in ti začne s palčkom noter drezati. Ja, ne boli. Tako, ne boli, imaš prav. To je ful noro. Ja, v bistvu spomnil sem se na primer ravno iz tiste knjige, kjer je enega človeka, delavca, mislim, da v Veliki Britaniji, prestrelil en drog čez glavo. Tako. In je v bistvu še nekaj časa hodil z luknjo v glavi. To je bil tudi sicer po moje hud, pač seveda adrenalin šok, ne? Ampak ta zgodba o Phineasu je čudovita drugačno. On je bil v Ameriki, je polagal neke tirnice, ne? Tako. Eksploziv je dol tolku in mu je odbil čez obraz in čez oko. In njegova zgodba predvsem je zanimiva, ker je naučil o tem pomenu prefrontalnega korteksa, čist spreden del možganov, ta čist pred čelom, ne, je taki dela nekak inhibicijo nižjih centrov, tistih plazilskih možganov, kjer so bolj samo nagoni. In tukaj tudi sedaš teh emocij, ki so bolj, bom rekel, človeške, sram, krivda, to ne. In on je v bistvu, kot si rekel, on je še hodil in polko je seveda malo bležil, ampak on se je zrehabilitiral, govoril, slišal, a veš. In prvi zaključek znanstvenikov je bil ta center spredje brez veze, to mi imamo za brez veze, ta čelni režim. Poj pa tip se spremenil, a veš, začel gamblat, pustil ženo, bil odrezal, a veš. In takrat je bilo tako, očitno ni osebnost neka duša. Osebnost so tudi možgani in mogoče vsem staršem povem, da ta center se razvije zadan in to po najstniški, okoli 20, 22 šele lahko, ali pa še kasneje pri odraslih, tako da mogoče razumemo tisto loputanje z vrati boljš, ampak dobro, da si tega Phineasa omenil, ne, tako. In tudi, a veš, operacije, kot sem ti rekel, če ti odprejo zdaj glavo, kdaj delajo tudi pri budnih bolnikih, ker jih zanima, kjer center je, kje, on pritisne in ti rečeš, jaz ne vidim več, in tako, ok, tle je tudi naš center za vid. To zihar zdravniki tako doma, družabno igro si naredijo, pa si mislim. Zihar, vsak večer. Ok, drugo vprašanje. Ali obstaja sledeča možganska bolezen? Človek je slep, pa je prepričan, da ni slep. Zdaj spet, imam primer človeka, ki je trdil, da je slep, ampak je v bistvu se lahko izogibal oviram. To je obratno, pol bi rekel, ne, v bistvu je videl, pa ni vedel, da vidi. Tako, en del njega videl je te osnovne ovire, pa osnovne oblike v prostoru, ampak ni se zavedal tega, tako da na podlagi tega sklepa bi rekel, da obstaja. Ja, tudi obstaja. Antonov sindrom se reče, po enemu zdravniku. In to je ful zanimivo, ker v bistvu ljudje imajo neko tako čudno kap, da dejansko oslepijo, ampak oni ne verjamejo temu in celo tako, a veš, kot si rekel, lih obratno, ne, ful samozavestno grejo čez sobo in podirajo stvari in pol iščejo razlage in pol kaj si mi to vrgel tle, a veš, zdravnik mu govori, gospod, ne vidite, pust me in se zabije nekam, kaj ste mi to nastavili, a veš, tako noro, mislim, jaz sem drugače hotel biti nevrolog zelo dolg časa, preden sem postal infektolog. In sem pa pol ugotovil, da mi je v bistvu nevroznanost ful zanimiva, nevrologija mi je pa bila malo depresivna, ker veliko teh stvari, kar se pogovarjava, ne moreš pozdraviti. A veš, ti veš, kje je lezija, veš, kaj je narobe, ampak si tako, pač ne vem pa, kaj ti bom naredil. Ampak iz tega vidika sem pol šel v infektologijo, ker pa dejansko vzročno zelo velik zdravaš, ampak to mi je tak ful zanimiv primer. Evo, vam pa sam še eno vprašanje zate. Prvo področje, ki se ukvari pri dementnih ljudeh, je fuziformni girus, to je center za prepoznavo obrazov. Zdaj pa imam tako dve poti. Ena je, da bi se mi zdaj čudno, da bi ti 3-krat dal vse, kar drži, ampak če pa se spomnim na izkustvo, v bistvu, veš kaj, vem, da je pri ljudeh, ki imajo demenco, pogosto to, da potem kdo si že ti, tako da bi rekel, drži. Ne drži. Enkrat sem te. Ok. V bistvu, je to, ampak to je res do na koncu. Najprej je unotavanje, pozabljanje. In obraz, ta center, to sem zato izpostavil, ker sem hotel povedati, koliko je to važna stvar, tudi recimo dojenček. Prva stvar, ki vidi in prepoznajo obraz od mame. Predtem še von, ker sva rekla povezan z limbičnim sistemom. Ampak
In tudi na koncu ta center načeloma drži najdlje, in ko ne bojo več razumeli nič, recimo dementni še lahko prepoznajo svoje bližne. In to je pa zato mi ful zanimivo, ker kdaj ne pomisliš, zakaj ti en nariše hišo, ful kad vidiš obraz not, vidiš dva okna pa in če boste malo spremljali, ko greste po Ljubljani, vidite kakšen plakat, vidite obraz človek išče in to je tako močen in dejansko tudi drži. Prvi nekak, ki se razvije, pa najdolj tudi drži. V bistvu zelo radi projeciramo, mislim, obraze res zelo hitro najdemo povsod. To sem te hotel vprašati, a si veliko tu uporabljaš pri teh mnemotehnikah tudi kakšne obraze znanih ljudi, kot tvojih bližnjih? Ali bolj... V bistvu uporabljam prav njih, ne samo obraze, ampak dejansko ljudi osebe, kot take. V bistvu vse. Se to je boljš, ko pa imaš neko emocionalno, mislim tako, večji vtisti, da človek cel. A veš, tudi jaz recimo ne verjamem oziroma meni všeč, da velikrat govorimo o spominu ali pa o učnih tipih kot, si ti vizualni, slušni, kinestetični. To je v šoli. Ker se mi zdi, da ti omejijo. Jaz sem najbolj si zapomnim, če mi daš vse te čute. Ne mi reči, ne me zavajati pol v to, da bom rekel, ok, jaz sem ful vizualni tip, si bom samo risal. Škoda je tega, ne? Tako da jaz uporabljam kar vse ljudi zelo, ne bi odobravali vseh teh rab, kako jih poskušam. Sem te hotel vprašati, če tvoj sosed res minira. Ne. Jaz sem eno prošnjo, bi ti napisal to knjigo do novega leta, ker imam jaz specialističen izpit naslednji let, pa bi jo prebral, pa se naučil ful dobro učiti, a veš, ker se moram ful naučiti, tako ne vem, kako si bom zapomnil vse. Bojim se, da bo to prepozen, ker je fora teh tehnik tudi to, da zato sem pa tak fan tega tekmovanja opil, no, mogoče je to super navezava na začetek. A veš, to je odličen trening, da ti nekaj pride v kri. Velikrat pa mi mislimo, zdaj bom prebral knjigo o spominu in pa se bom šel učiti najtežjo osnov življenja, ne? To sem zdaj hotel narediti. Je isto, kot če bi zdaj ti prebral knjigo o basketu in zdaj že Dončiću tam, stari. Ne bo šlo, ne? Bo treba pač še par odigrati prej. Zato je zagovarjam tudi take čist gole spominske podvige, ki so sami po sebi nesmiselni, ampak imajo toliko teh ključnih stranskih produktov, ki so veliko bolj dragoceni. Kakšen recimo je to podvig? Učiti se učiti se poštne številke. To misliš, da ni aplikativno v življenju? Tako, zdi se, da ni aplikativno, ampak ta orodja, ki jih pa gradiš ob tem, pa delo s sabo je pa neprecenljivo. Recimo na faksu smo se poskušali naučiti antologijo svetovne poezije na pamet, ne? Takrat se je to izkazalo za ful pretežko, no, ampak zdaj pa imam še kdaj to željo, ker se mi zdi pa učenje poezije na pamet še ful zanimivo področje, ki ti da še nek drug naboj mogoče, ali pa nekaj drugega nosiš s sabo. Skoraj se mi zdi težji kot številke. Definitivno. Mislim drugačno, asociacije mogoče pridejo lažje, ampak konc koncev tu, kjera točna beseda se kako vrne. Tako. In ravno, če se učiš recimo antologijo, kjer imaš vse različne pesnike, je to kar samomor. Če bi se pa lotil, na primer, učiti samo Prešerna, bi ti pa njegova struktura pomagala, v bistvu bi ti poznavanje pol njega pomagalo, ali pa ne vem, Cummingsa. To bi pa jaz, tako se mi zdi, da si full jack, veš, tako sediš na kavi, tako, kot je rekel Prešeren, kot je zapisal Linhart, pa ko citiraš kar nekaj. To rabimo, to je ta old school gentleman, ki se pol ustane, tako. Kosovela iz glave. Točno to, ob tej priložnosti, prijatelji, pa bi rad, pa začneš, to rabimo. To pa prosim, zdaj. Večkrat tekom pogovora si me spodbudil, ampak to pa zdaj je motivacija. Pusti spit poezijo. Ja, točno to, ker bom prvo bo rekel, s čim zdraviš, stafil kako ne sepse. Kot je rekel Kosovel, ne vem, koliko jim bo všeč, ampak to bi bilo ful. Top. Ja, Nik, ne vem, 1 uro se približno pogovarjava, meni je res bilo ful noro, dober. Ja, hvala za vabilo. Jaz tudi čutim, da sva ful tem odprla, no upam, da nisem preveč skakal, pa da nisem preveč šibala, ampak mislim, jaz bi se še pogovarjal, se mi pa tudi zdi dober, da končaš pogovor tako, da si želiš še nadaljevati. Se strinjam. Da tudi unka posluša ni tako, končno. Tako da, če imaš še kaj tazga, no, jaz na koncu ponovati rečem, za kakšen knjižni predlog tep ne bom, ker si nam jih že, hvala Bogu in hvala ti, no, predvsem povedal ful sproti in ker bom poslušal zdaj drugič to doma, se veselim, ker si jih nisem zapomnil, tako kot ti moje. Inkognito, da si jih tudi sploh tista, ki si rekel o tistem novinarju, ki
Moonwalking with Einstein. Točno ta. Super, to to je se mi tak zdi- naslov, ki bi si ga lahko zapomnil. In ta Moonwalking with Einstein je ravno spet ta sistem, tako kot bi jaz rekel, ta sosed, on ima pa Einsteina naprimer v tem sistemu in Moonwalking je tudi ena izmed cifr. To je zdaj bil rahu spoiler, ampak Čakaj, spoiler za katero stvar? za naslov knjige. Moonwalking with Einstein je naslov knjige. Ja, te, ki si jo prebral. Ja. Ampak si rekel rahu spoiler za naslov tvoje knjige, ali kaj? Ne, spoiler za naslov njegove knjige, ker ko slišiš ta okej. naslov, je Sem tako, že mislil, ok, da- kaj je zdaj to, Moonwalking with Sem že- Einstein? Pa Sem že tako rekel, je. bom zdaj podaljšal vse za 20 minut, da še zvemo, kaj je v knjigi. Zmeri več poveš. Ne, bo nehala, da greš ti pisati. Tako da. To je pa zdaj ta, kako se reče, to je pa zdaj ta bad cop logika. Ja, ja, Pesmi ja. tako, lej, sam najti prazen list, pa tako, nehiva pa iti pisati. Tudi to je potrebno, se mi zdi. Oboje sem A ni? probal. Oboje sem probal, ker res hočem izpit narediti, veš. Hvala ti, Nik, res za krasen pogovor. Hvala tebi, zelo sem užival, hvala za vabilo. Ja, se slišimo, vidimo na odru in drugje, ostalim pa tudi hvala za poslušanje, pa imejte en krasen, čudovit preostanek dneva. Čau!